Spoštovani, spoštovane, jaz predlagam, da kar začnemo z zadnjim današnjim panelom. Čas nas že nekoliko preganja. Tako da bi kar začeli, pa k besedi vabim prvega referenta v tem panelu, to je dr. Andrej Rahten. Vsem, ki smo aktivni nekako na zgodovinopisnem področju, verjetno dr. Rahtena ni potrebno ravno zelo veliko predstavljati, je namreč zelo znan slovenski zgodovinar, redni profesor za sodobno zgodovino na Univerzi v Mariboru, znanstveni svetnik na ZRC SAZU. Ukvarja se predvsem s politično in diplomatsko zgodovino. Lahko izpostavim še, da je ravno pred 2 letoma za svojo zadnjo, oziroma eno od zadnjih monografij, mogoče vmes že kakšna nova, po razpadu skupne države prejel stanovsko priznanje Clio. Torej, dr. Rahten, izvolite. Hvala lepa za tole vabilo. Zdaj je že to neka tradicija, da se dobimo ob koncu leta v tem res krogu prominentnih zgodovinarjev. Je to tisti, ki zgodovina zanima, tako ali drugače. Tako da sem res hvaležen tudi za letošnje vabilo, še zlasti svojemu kolegu Borisu Golcu, ki je nekaj vrste spiritus movens teh predavanj, ko vidim. Zdaj, jaz bom v današnjem predavanju prevzel neko tranzicijsko vlogo. Vse vemo, da tem krogu je tranzicija ima malo pejorativen prizvok, pa ne zakaj. Ampak seveda, zakaj tranzicijsko? Ker gre za eno obdobje iskanja slovenske narodne identitete v okviru izgradnje nove države. In seveda, danes smo se tukaj zato zbrali, da bomo pojmovanje Slovenije, slovenskega v nekem državno-pravnem smislu poskušal vrednotiti v različnih obdobjih. In ravno to tranzicijsko obdobje, ki bi ga je zamil nekje od jeseni leta 18, pa recimo nekje do srede leta 20, tu nekje, je pri tem vprašanju zelo zanimivo, ker gre za številne dileme. Eno od teh dilem sem tudi izbral kot neke vrste highlight tega predavanja. Torej, največ bom spregovoril o enem razmišljanju enega primorskega begunca, ki se je potem zatekel na Dolenjsko po prodiranju Italijanov in je potem pripravil eno zanimivo neke vrste spomenico v obliki pisma na tako Ljubljansko komisijo za pariško konferenco. To je tisto, kar bo, bi rekel, highlight predavanja, ampak nekaj voda je potrebnega, super dela, tako da Aleš ta, bi rekel, najbolj dramatičen del smo dobro spalala danes oba. Skratka, vprašanje je, tisto, ki sem se ga zastavil tukaj izvorno, kdaj je ura nič slovenske diplomacije? Zdaj se veste, pač nekako smo se navadili v zadnjih 30 letih in več, da rečemo, ok, to je bil tam junij 1991, že par mesecev prej, ko se je oblikovala diplomacija na podlagi takratnega republiškega sekretarijata za zunanje zadeve. In seveda tukaj v tej situaciji tukaj ni kaj oporekati, gre za diplomacijo samostojne slovenske države. Tisto, kar mene vedno zanima, je, kaj je bilo prej. Sej ni se kar začel iz nič, čeprav rečemo temu ura nič. Namreč izbral sem ta izraz, ker se vsaj v 2 delih uporablja. Pri enem od teh sem bil celo somentor. Ampak tisto, kar je pomembno, je, da moramo vedeti, da seveda je že veliko prej prisotno Slovencev v diplomaciji mnogonarodnih državnih tvorb. Torej, če začnemo s Habsburško monarhijo. In seveda, moja teza v tem predavanju je, da je ura nič pravzaprav veliko prej. Vse številke so podobno, 1991, 1919, samo malih dajmo obrnati
in bomo danes poskušali ugotoviti, zakaj je ta ura nič že prej. In seveda, če se sedaj poskušamo uživeti v tisti čas, torej začetka leta 1919, ko se januarja zberajo predstavniki zmagovitih in zavezniških sil v Parizu na mirovni konferenci, potem seveda pridemo v eno zanimivo situacijo, ko so Slovenci, slovenski predstavniki, del neke zmagovalne delegacije, ne? Čeprav so se še tam pozno jeseni 1918 izpostavljali v okviru ene druge države, ki pa je sedaj štela kot poraženka na pariški mirovni konferenci. Ne? In seveda, tisto, kar je tukaj zanimivo, je, da seveda s tem dobijo Slovenci in Hrvati neke vrste privilegiran status, ker so del delegacije Kraljevine Srbije, ki je nedvomno torej sprejeta kot ena od zmagovalnih držav. Povem Kraljevine Srbije, ker namreč vmes je bila že ustanovljena ena druga država, ki rečemo Kraljevina Srbo, Hrvata in Slovencev, ki pa še ni bila mednarodno priznana in je bilo kar nekaj delegacij v Parizu, ki so porekale to, bi rekel, mednarodno priznanje. Naj povem, da recimo italijanski poslanik v Beogradu takrat že po ustanovitvi Kraljevine SHS preda akreditive kar kot kralju Srbije. Ne upošteva in sedaj je takratni ministrski predsednik Protić to ostro zavrnil. Češ, mi imamo že novo državo, katere sem jaz predsednik vlade. Zdaj in seveda v tej situaciji imajo Slovenci sedaj ta dostop za, lahko rečemo, ne bom rekel glih tisto prvo mizo, ker prva miza so tile 4. Torej predstavniki ZDA, Francije, Italije in Velike Britanije, z predsednikom Wilsonom kot glavno zvezdo pariške konference, ampak seveda na naslednji mizi so pa že nekako te zavezniške države, kjer je tudi Kraljevina Srbija in seveda Slovenci so del te zgodbe. Zdaj, tukaj treba poudariti, da se slovenska, nalašče uporabljam ta izraz slovenska, ker bom tudi videl, da se potem v dokumentih vodi kot slovenska sekcija, slovenski oddelek in tako naprej, so se tega lotili zelo sistematično. Torej, takratni vodilni slovenski državnik Anton Korošec, ki ga za tako tudi ni treba posebej predstavljati, je že zelo zgodaj začel misliti tudi na to. Zdaj, sam sicer ni šel v Pariz, to je ena druga zgodba, ima ženevsko epizoda za sabo, v kateri je dr. Parovšič velik pisal, ki je tukaj z nami, in seveda ta ženevska epizoda, ko so ga srbski diplomati, kaj reče, nekoliko pretentali, če uporabim lep izraz, je seveda za njega bila tako usodna, da je potem se raje odločil, da bo kar v Beogradu in da bo delegiral ključne, bi rekel, zastopniške interese kar Ivanu Žolgerju. Ivan Žolger je bil pravzaprav vrhunski pravnik, strokovnjak, lahko rečemo vodilni strokovnjak za področje dvornega prava in za področje takonega Ausgleicha, torej avstro-ogrskega dualizma. Obeh je napisal standardne študiji. Zdaj, seveda, tukaj v tej situaciji je nastopal kot, lahko rečemo, najvišje pozicioniran slovenski uradnik starega režima. On je bil edini Slovenec, ki je bil hkrati tudi minister v staroavstrijski vladi na Dunaju. Tudi edini južni Slovan, če smo že na tem. In seveda, koga drugega kot Žolgerja, ki je tudi slovel mimogrede potem, da je bil izredno delovn, je Korošec pooblastil že sredi decembra, da naj začne zbirati gradivo za mirovno konferenco. Ampak to je izključno gradivo, ki bo služila za obrambo slovenskih narodnih zahtev v Parizu. Kajti za druge sektore jugoslovanske meje so se itak že srbski diplomati dosti trudili, pa edino Hrvati so bili malce bolj zadržani, čeprav je bil seveda njihov zunanji minister Ante Trubič, ampak če gledamo sedaj po deležu odprtih dosjejev, so bili Slovenci daleč, predvsem po težavnosti teh dosjejev, ko šlo za razmejitev. Zato seveda nas ne čudi, da se Slovenci lotijo tega zelo sistematično, ustanovijo posebno Ljubljansko komisijo za pariško konferenco, ta je že danes malo pozabljena, ker smo bolj fokusirani na dogajanje v Parizu, ampak dejstvo je tudi začetek. Tu se začne zbirati gradivo
In tukaj je Žolger tista ključna osebnost, ki se izjemno trudi, da bi čim več gradiva zbral. Ne. Zdaj vmes, ko Žolger vesno zbira to gradivo, potem ko se vrne z Dunaja, kraljeva vlada 22. decembra 18 imenuje delegacijo. Ne. No in znotraj te delegacije Žolger dobi najvišji status, je pooblaščeni delegat, imamo 4 torej delegate, pooblaščene in še 3 politične, so neke nijanse glede pravice do podpisovanja mednarodnih pogodb, ampak to mogoče za našem predavanju to ključno. Ključno je, da torej Žolger zapusti Ljubljano in da na njegovo mesto stopi Fran Vodopivec. Tudi on je bil visok uradnik v starem režimu, da ga tako imenujem, sicer na poljedeljskem ministrstvu, ampak seveda tudi on potem kot uradno njegov namestnik prevzame to težko nalogo zbiranja gradiva za obrambo slovenskih meja na Pariški mirovni konferenci. To podarjam zato, ker večina teh spomenic in pisem, ki jih bom danes omenil, kjer se Slovenija uporablja v različnih kontekstih, je bila naslovljena prav na Vodopivca, ker je Žolger že bil takrat v Parizu. No, začeli bom z Maestrom, zdaj en novinar Večera je nedavno napisal, kar je za novinar Večera, Maribor sploh čudež, je napisal, da zgleda kakor, da Majster skače že iz paštete ven, tukaj se veliko zdaj o njem piše in debatira, ampak seveda nekako sem bil presenečen, ko sem tukaj to knjig prebral v študiju o Majstru, da se je tale stvar spregledala. Govorim o spomenici, ki jo je Majster očitno napisal tik pred začetkom Pariške mirovne konference, kjer on razpravlja o tem, kaj naj bi bile najboljše opcije za to, da Slovenci obranijo svoje narodne meje. In tisto, kar je zanimivo, mogoče se malo slabše vidi, ker imamo luči in svetlobo sončno, ampak tukaj piše slovenska državna meja. Torej, Majster, ki je sicer bil znan kot zagovornik jugoslovanske državne združitve, tudi je bil malo panslovana, če gledamo tisti njegov zanit zemljevid, ki ga je skupaj s Korošcem si vledoval tam jeseni 1918, ampak tisto, kar je zanimivo, je to, da on v tej spomenici, ki je očitno namenjena za namene, da se razpravlja o plusih in minusih debat na Pariški mirovni konferenci, uporablja naziv slovenska državna meja. In resnično potem skozi tekst, skozi piše, ne vem, dam primer, kaj se bo zgodilo, recimo, če pride v Mariboru do plebiscita. Tukaj je Majster skeptičen, pravi, to bomo izgubili. Sploh je treba reči, da je zelo skeptičen do kakršnihkoli plebiscitov in nekako sam na podlagi statistik, ki jih je tudi očitno preučil iz staro-avstrijske dobe, sklepa, da je treba narediti vse, da se ta mejna vprašanja ne bodo reševale z plebisciti. Zdaj, kakor veste, se je potem zgodba v Parizu odparjala drugam. No, ampak o Majstru smo že veliko povedali. Če gremo malce naprej, še en pomemben časnik, Borojevič, zdaj rekli bomo, kaj ima zdaj on tukaj z Slovenijo. Ja, kaj ne rečem, jaz moram reči, da je tukaj ena zelo zanimiva epizoda ob koncu njegovega življenja, ko je bil praktično pregnan ob Vrbsko jezero, ker je imel neke vrste azil, ko mu je Jugoslavija zavrnila prošnjo za jugoslovansko državljanstvo, avstrijskega ni hotel in je živel v nekem medprostoru ob Vrbskem jezeru. In takrat se on sam ponudi, da bo pripravil eno spomenico, s katero bo podprl predvsem slovenske narodne zahteve vis-a-vis Italije na Pariški mirovni konferenci. In to podarjam zato, ker gre komunikacija po eni zanimivi poti. Seveda je Vodopivec spet tisti, ki to spomenico dobi, ki je upleten v to zgodbo. Vmes je pa še en, bi rekel, pomemben časnik, ki ga poznamo iz enega drugega konteksta, in to je Slavko Kvaternik. Zdaj, tu ne bomo zdaj razpravljali o poreklu Borojeviča, tu je Renato Podbestič, je tu največji strokovnjak, kar ko bom zdaj rekel, ne bo niti polovici tega, kar je on preučil Borojeviču, ampak vsi vemo, da je vendarle tukaj ena zanimiva koincidenca, Kvaternik kot njegov pribočnik, takrat v tistem prevratnem obdobju Kvaternik tudi časnik na Koroškem, torej pomaga braniti, tako rečem, slovenske meje na Koroškem, na terenu, in Kvaternik je potem tudi posrednik med ljubljansko
konferenco torej komisijo za pariško konferenco in med Borojevićem. In seveda preko te povezave potem pride tudi do tega, da se ta spomenica preda. Naj povem, kar je pa manj znano, je pa to, da je tudi Kvaternik napisal eno študijo, za katero je tudi moral zaprositi za dovoljenje, sicer že takratno hierarhijo novo ustanovljene kraljeve vojske, in tam je pa, veste, kdo mu dal dovoljenje, da to spomenico da en Milutin Nedić, brat Mirana Nedića. Poglejte si te koalicije, ki so se dogajale v tem tranzicijskem obdobju. No, zakaj to poudarjam? Zato, ker boste videli, in to že prihajam na del zgodbe o našem primorskem beguncu. Namreč, ko je bila ta študija potem tudi v eni brošurci izdana, je vodopivec za njo napisal eno kratek predgovor, kjer je napisal, seveda je jasno iz tega, kar avtor piše, da se sanje o neki samostojni Sloveniji ne zdržijo, ker mi sami nismo sposobni italijanskih in drugih groženj neutralizirati, če nismo povezani v jugoslovansko celoto. To pravi vodopivec. To sem zato poudaril, da vidimo bolj logično, zakaj je vodopivec reagiral tako, kot je na glavno točko našega predavanja. In to je seveda točka, ki sem jaz nastavil kar Slovenija kot samostojna država. Zdaj nam je nekako danes iz te perspektive samoumevno, da so takrat bili Slovenci del jugoslovanske delegacije, da so si pač nastopali kot Jugoslovani in tako naprej, in da so si, da tako rečem, bili na tem jugoslovanskem konceptu trdno. Ampak tu imamo zdaj primer enega dokumenta, ki se je znašel v fajlih te komisije za pariško konferenco v Ljubljani, kjer imamo enega primorskega begunca, Josipa Vidmarja, jasno ni povezan z Vidmarjem, ki ga bolj poznate, ampak je seveda vezan na eno begunsko zgodbo, kjer pa seveda ta begunec očitno zelo tehtno razmišlja, kako zdaj ravnati na pariški konferenci. Seveda grožnja Italije je očitna, londonski pakt je tu, zahteve Italije v Parizu še zraste, kakor veste, reke nimate v londonskem paktu, sedaj imate in tako naprej. In zdaj seveda, kaj pravi naš Vidmar? On pravi, ampak to, da zdaj Italijani tako nasprotujejo tem našim slovenskim narodnim zahtevam na zahodu predvsem, je zato, ker se bojijo, da bo nastala velika Jugoslavija, ki bo Italijo ogrožila. Če bila pa tam ena mala Slovenija, ki bi imela še kako pristanišče, bi pa Italijani to verjetno podprli. To je njegova prva teza. Druga teza, ki on ima, pa pravi, itak bo ta Jugoslavija slejko pa razpadla. Ker poglejte si, kako se Slovenci in Hrvati gledajo, kako se Hrvati in Srbi gledajo, kako se Srbi in Slovenci. Skratka, tukaj že on daje neko napoved, torej Vidmar že nekako predvideva, ta tvorba nima, bi rekel, sjajne, dolge prihodnosti. In seveda, to sta dva razloga, zakaj Vidmar, in to tisto, kar je počrtano, to je sicer spomenica je daljša, oziroma pismo je daljše, ampak ker imamo omejen čas, sem dal samo to prvo stran. In seveda zanimivo je tukaj, da imamo sedaj zagovornika samostojnega nastopa na pariški konferenci. No in logična, če vemo, kaj je prej vodopivec napisal tistemu vodu, pa je, da vodopivec na ta spis napiše v spise ad acta. Vse imam, kaj to pomeni, nikoli več, ni nihče več tega spisa vzel, dokaj se ni javil en raziskovalec ZRC SAZU, ki je tik pred korono tale dokument našel v arhivu. Ta zdaj tukaj nastopa. Tukaj je pa seveda realnost. Realnost je bila, da so slovenski predstavniki, delegati bili neke širše delegacije. Zdaj, moramo se zavedati, razmerje moči je bilo tu jasno, ker je šlo za praktično kontinuiteto z diplomacijo Kraljevine Srbije z nekimi dodatki, ki se kaže v tem, da je Ante Trumbič, dalmatinski Hrvat, vendarle tudi zunanji minister in je drugi po vrsti po rangu. Bi človek rekel, ok, če je to SHS, bi torej, prvi S je Nikola Pačić, jasno, H je Ante Trumbič, in tu bi zdaj pričakovali S Ivana Žolgerja. No, pač konstelacija je bila takšna, da so dali namesto njega takratnega poslanika Kraljevine Srbije v Parizu, Milenka Vesniča, in
Žolger je padel na 4. mesto. Zdaj naj takoj povem, z enim dodatkom, res je, da so bila samo 3 mesta rezervirana za diplomate kraljevine oziroma delegate kraljevine SHS, ampak pri tem 3. mestu sta se izmenjevala Vesnič in Žolger. Žolgerjev so dali velikodušno možnost, da podpisuje vse tiste mednarodne pogodbe, ki so se še posebej zadevale Slovencem. Zdaj lahko si predstavljate, da je to bila ravno najtežja naloga, ker če pogledamo vseživljenjsko pogodbo, ki vsebuje koroški plebiscit in tako naprej. Hitim proti koncu, ves čas hitim. In da zdaj pogledamo, kako so zdaj Slovence umestili v to delegacijo. Poleg Pašiča in torej Trumbiča je bil Žolger edini, ki je imel tudi svojo pisarno. Za Pašiča je seveda jasno, za njega je delal tako generalni sekretariat, ki ga je vodil Slovenec, Bogomir Bošnjak, ki je sicer bil malo z druge zgodbe, kot ostali Žolger in te, ampak to je spet druga zgodba. Medtem ko Trumbič, ko zunanji minister, seveda mora imeti svoj kabinet, zanimivo je, Vesnič ga nima, ga ima pa Žolger. In zdaj prehajamo do te druge točke, drugega, bi rekel, highlighta našega predavanja. Namreč, in to je zdaj tisto, kar želim poudariti, Slovenija, slovenska delegacija znotraj jugoslovanske je imela zelo široko avtonomijo. V Beogradu so večino dosjejev vezanih na slovensko narodno mejo, bodi si Štajerska, bodi si Prekmurje, bodi si Koroška, prepustili slovenskim predstavnikom. Žolger je imel veliko dela. Dela od jutra do večera, o tem obstajajo številni spomenski zapisi. In seveda, Slovenci so tako, bi rekel, resno vzeli to svojo avtonomijo, da so praktično izstopali od ostalih jugoslovanskih diplomatov. In tu imamo eno spominsko opasko, če hočete, Josipa Smodlake, enega od 7 delegatov, Hrvata iz Dalmacije isto, ki je opisal v svojih spominih, kako je pravzaprav Žolger je uspel ustvariti pisarno po dunajskem vzoru. Kot bivši minister, to je imela pisarna, ki je imela vse. Imela je statistike, imela je torej matematike, imela je seveda različne svetovalce za različne področja, njen so bili 4 duhovniki in tako naprej. Med njimi tudi Lambert Ehrlich, v katerem je profesor Juhant napisal krasno monografijo. Ampak tisto, kar je treba povedati, je, da seveda je Smodlaka prišel do zaključka, da deluje delovanje Slovencev v jugoslovanski delegaciji, kot da je Slovenija, citiram, samostojna država pod jugoslovanskim protektoratom. In tudi, če greste brati zapisnike, boste skozi videli ravno pri slovenskem delu kot nek poseben avtonomni del. Vseh zapisnikih piše bodi si slovenska sekcija, bodi si slovenačka delegacija, v srbskih zapisnikih. In tu imamo to delegacijo, zbrano, zdaj samo Žolger manjka, ker je to takrat kako spomenico pisal, ampak dejstvo je, da so vsi tukaj zbrani. Torej, Slovenci so imeli izjemno močno reprezentacijo v sami jugoslovanski delegaciji. Recimo, tu je Ottokar Ribarš, kot 7. delegat, zadnji poslanec Dunajske iz Trsta. In jasno, Ivan Švegl, danes že kar precej znan tudi v historiografiji, in tukaj bi zaradi poudaril čisto en praktični vidik te slovenske samostojnosti na pariški konferenci. Namreč, do Wilsona je bilo zelo težko priti na sami konferenci, ker je bil glavna zvezda, ključni odločevalec, veliko dela je imel. Recimo, tam je bil en Ho Chi Minh, ki nikako ni mogel dobiti audience pri Wilsonu. Pa je bil pa tukaj en Ivan Švegl, nekdanji avstro-ogrski konzul v Kanadi in Združenih državah Amerike, ki je dobro poznal ameriške delegate. Praktično vsakim se je poznal. Ki je uredil 2 audienci slovenskih predstavnikov pri ameriškem predsedniku Wilsonu. Podarjam slovenskih. Torej, ni bilo Srbov zraven in Nikola Pašič je mogel čakati, predno je dobil svojo audienco. Prvi je bil Švegl. Torej, poglejte, kakšno, torej, bi rekel, avtonomno moč je imela ta slovenska delegacija takrat v Parizu. In samo še tale, bi rekel, grafični prikaz, da bo bolj jasno,
Torej, Slovenci imajo svojo sekcijo torej v Parizu, ne? Reče Žolgaj pisarna ali pa slovenska sekcija, ki pa deluje praktično samostojno. Ne? Korespondenca za druge diplomatske zgodbe poteka preko generalnega sekretariata, medtem ko Žolger ima svoje kanale za obveščanje in za pridobivanje dokumentov. Torej, ena je komisija za mednarodno konferenco, ki vodi vodopivec, a ne? Ki rad vse te samoslovenske predloge dajo predal, in pa pisarna za Srednjozemlje, ki pa vemo, da je vezana predvsem na Primorsko. Ne? Torej, vidite, ne, da gre res za eno avtonomno strukturo znotraj jugoslovanske delegacije. Ne? No, in seveda za zaključek, da sklenem po črto, a ne, dejstvo je, a ne, da go lahko govorimo o Parizu 1919 kot o de facto uri nič slovenske diplomacije. Vse smo imeli že prej slovenske diplomate, konzule v Habsburški monarhiji, ampak tukaj gre prvič v zgodovini za nek kolektivn diplomatski nastop znotraj pravno-formalne delegacije, ki je tudi dejansko dajala slovenskim delegatom veliko mero avtonomije. Tako da z tega vidika, ne, mislim, da je jasno, kdaj je bila ura nič slovenske diplomacije. Hvala lepa. Besedi vabim kar naslednjega referenta, dr. Jurija Peroška, upokojenega raziskovalca na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani, gotovo enega največjih strokovnjakov za slovensko nacionalno vprašanje, zgodovino slovenskega liberalizma, pa še kaj bi lahko dodali. Dr. Perošek mi je rekel, da PowerPointa ne bo uporabljal, tako da je ta, kako bi rekel, ta drama na začetku nekako odpadelo pri njegovem referatu. Dr. Perošek, izvolite. Hvala lepa, bom začel brez drame, ampak se pa zahvalil za predstavitev in za povabilo na ta potreben simpozij. Spoštovani, pojem Slovenije, ki so ga v njegovem narodno-programskem naddeželnem poimenovanju utemeljili v revolucionarnem letu 1848, je po izteku avstrijske dobe najprej poudarila prva slovenska narodna vlada SHS v Ljubljani. Ob svojem oblikovanju 31. oktobra 1918 je pripravila razglas, ki so ga 4. novembra objavili v njenem uradnem listu. V razglasu je Slovenijo razumela kot narodno-politični in upravni subjekt, v katerem temeljita njen obstoj in delovanje. Razglas je navajal, da je predsedstvo Narodnega vijeća v Zagrebu, najvišjega organa oblasti v državi SHS, na predlog Narodnega sveta v Ljubljani imenovalo vlado za Slovenijo. Za naš prikaz ne more biti odveč, če se ozremo še v predzadnje leto avstrijske dobe. Tedaj je pojem Slovenije kot narodne skupnosti čustveno občutil Ivan Cankar. Izrekel ga je 15. julija 1917 ob srečanju s Franom Milčinskim. Milčinski je o tem v svoj dnevnik zapisal. Srečal Cankarja, bil je nekoliko nasut. Povedal je, da je sila vesel naše Slovenije. Ko je Cankar Milčinskemu izrekel njeno besedo, je minil dober mesec in pol od Majniške deklaracije, v kateri, kot vemo, pojma Slovenije ni bilo. A mogoče bi lahko dopustili domnevo, lahko tudi ne, da je Cankarja deklaracijsko-emancipacijsko bistvo, ki je izražalo odločenost po vse slovenskem izstopu iz Avstrije in Ogrske ter prehodu v Habsburško-jugoslovansko državo, navdihnilo k misli o spočetju Slovenije. V tem smislu pa so slabi 3 tedne zatem nedvoumno videli v Vseslovenski ljudski stranki. Njeno glasilo Slovenec je 2. avgusta 1917 objavil članek s pomenljivim naslovom Proč za deželnimi mejami. Poudaril je, da mi Slovenci priznavamo danes samo en pojem Slovenije kot integralen del združene avstrijske jugoslovanske celote. Hočemo napraviti konec trpljenju koroških, štajerskih, primorskih, kranjskih, prekmurskih Slovencev, hočemo lepšo bodočnost Slovenije, združene v jugoslovanski celoti. Beseda Slovenija, ki je po Slovenčevem opozorilo komaj 2-3 mesece predtem še nismo smeli zapisati, profesor Mavr je opozoril, kako delikatno je bila uporaba njenega imena, je na njegovih straneh večkrat imela svoje mesto.
Jeseni 1918 sta jo v razpravljanju o ureditvi bodoče jugoslovanske države v političnem in državno-pravnem pomenu uveljavljala vidni pripadnik VLS Franz Šuklje in eden od prvakov liberalnega tabora Ivan Hribar. Prvi je v svoji avtonomistični zamisli jugoslovanske skupnosti kot eno od njenih enot imenoval Slovenijo za Istro, drugi pa je izjavil, naj bo del svobodne, samosvoje in neodvisne jugoslovanske države zedinjena Slovenija v taki popolnosti, v kakršni si je pred nekaj leti najsmelejši med nami še predstavljati ni upal. Deželne meje bodo padle. Med nami ne bo ne več Krajncev, Štajercev, Korošcev, Goričanov, Tržačanov, Istranov. Vsi bodemo samo Slovenci. V kraljevini SHS so ime Slovenije v politično-upravnem pogledu sprva ohranili, medtem ko državno-pravnega pomena ni imelo. Ime Slovenija je živelo v deželni vladi za Slovenijo, ki je leta 1919 nasledila dotedanjo narodno vlado. V tem letu se je pojavila tudi misel o samostojni Sloveniji, kot je malo prej opozoril profesor Andrej Rahten. Deželna vlada je v primerjavi z narodno vlado, ki je bila razen za zunanje zadeve pristojna za vsa druga ključna področja izvajanja državne oblasti, imela bistveno manjše pristojnosti. Njenega predsednika je že imenoval regent oziroma kralj. Ko jo je vodil predstavnik avtonomistično usmerjene vseslovenske ljudske stranke Janko Brejc, je skušal, kolikor je le bilo mogoče, za Slovenijo obdržati še tisto malo avtonomije, kolikor je ostalo po njenem oblikovanju. Ko sta bila njena predsednika pripadnika unitaristične in centralistične liberalne jugoslovanske demokratske stranke Gregor Žerjav in Viljem Baltič, pa je deželna vlada vse posle upravljala v znamenju vdanosti in poslušnosti beograjski vladi. Slovenija se je v vladnem imenu tega dela politično-upravne ureditve kraljevine obdržala do sprejetja centralistične in unitaristične vidovdanske ustave leta 1921. Po njenem sprejetju so pokrajinske oziroma deželne vlade ukinili, namesto njih pa uvedli nove upravne enote. Za Slovenijo pokrajinsko upravo, v kateri se je politično-upravni pojem Slovenije še obdržal. Pokrajinska uprava za Slovenijo je delovala do konca leta 1923, 1. januarja 1924 pa sta začela poslovati velika župana ljubljanske in mariborske oblasti, upravno ozemeljskih enot, na kateri so skladno z vidovdansko ustavo razdelili Slovenijo. V upravno-političnem pogledu Slovenije v prvi jugoslovanski državi ni bilo več. V pravni razdelitvi Slovenije se je v času veljave vidovdanske ustave, to je do leta 1929, vse skozi upirala avtonomistično-federalistična politika, medtem ko so jo na unitarno-centralistični strani podpirali. Podlago avtonomistične politike so postavili že pred sprejetjem ustave, ko so se Slovenska ljudska stranka, v katero se je leta 1920 preimenovala VLS, in liberalni narodno-socialistična stranka ter tedaj še avtonomistično usmerjena samostojna kmetijska stranka zavzele za vzpostavitev avtonomne Slovenije v jugoslovanski državi. Ime Slovenija je dobilo dejaven politični pomen in državno-pravno vsebino. Zahtevo po upravno enotni Sloveniji z lastnim parlamentom in vlado v različnih federativnih povezavah, jugoslovanski, jugoslovansko-bolgarski, balkanski in podonavsko-balkanski, so v 20 letih podpirali v vsem političnem prostoru. V katoliškem taboru SLS, v liberalnem v prvi polovici 20 let narodno-socialistična stranka, v drugi pa slovenska kmetska stranka, med marksisti socialistična stranka delovnega ljudstva in od leta 1923 komunisti, izven tradicionalnih političnih taborov pa Prpeluh Lončarjevi avtonomisti, Novočanova slovenska republikanska stranka in narodno-demokratski razumnik Lojze Ude. Do tega časa je ime Slovenija v narodno-političnem pomenu uporabil tudi sicer unitaristični slovenski narod. V ugovoru jugoslovansko narodno-integralistično usmerjenemu literarnemu in kulturnemu zgodovinarju Franu Ilešiču, ki je v upravno združeni Sloveniji kot posebni politične enote v jugoslovanski državi videl anahronizem, je leta 1922 zagovarjal upravno enotno Slovenijo kot integralen del jugoslovanske države. Poudaril je, Slovenija je.
Po njegovi oceni je tudi jugoslovansko državno ime, kraljevina Srbov, Hrvat in Slovencev, pomenilo upoštevanje Slovenije kot celote v političnem in kulturnem pogledu. Povemo naj še, da se je eden najvidnejših slovenskih politikov avstrijske dobe, Franz Šuklje, leta 1923 odpovedal hrepenenjem po zastareli zedinjeni Sloveniji. Ogrožajo višjo enoto jugoslovanske države in zagovarjajo jo le nekateri romantični čudaki, kot je zapisal Slovencov. 9 let kasneje, še za njegovega življenja, pa se je katoliška politika, h kateri je prestopil v prelomu stoletij, v znameniti slovenski deklaraciji konec leta 1932 zavzela za stari slovenski narodni postulat Združeno Slovenijo. Pripadniki SLS so pred tem ime Slovenije poudarili tudi ob 10. obletnici narodne samoodločbe leta 1918, ko so zahtevali oblikovanje upravno-politične Združene Slovenije. Z uvedbo kraljeve diktature in novo upravno ozemeljsko razdelitvijo zdaj kraljevine Jugoslavije leta 1929 so jugoslovanski del Slovenije združili v eno enoto Dravsko Banovino. Zunaj njenega okvira je ostala Bela krajina, ki so jo priključili 2 leti kasneje. Upravno-politični pojem Slovenije je izostal, saj so Banovino poimenovali po reki Dravi, tako kot so po rekah, ki so tekle po jugoslovanskem ozemlju, poimenovali večino drugih banovin. Ime Slovenija v narodno-političnem in državnopravnem pomenu pa je ponovno nastopilo v političnem življenju leta 1932. Že ob 60-letnici Antona Korošca, maja 1932, so njegovi privrženci vzklikali živela samostojna Slovenija, medtem ko je že omenjena slovenska deklaracija zahtevala združitev vsega slovenskega naroda v eno politično enoto in vzpostavitev samostojnega položaja Slovenije po svobodnem sporazumu preurejene jugoslovanske države. Leta 1932 je ime Slovenija dobila tudi kontinuiran poudarek za naslovom časopisa, ki so ga poimenovali po njej. Demokrati iz liberalnih in katoliških vrst, ki so se zbrali okoli Slovenije, so zahtevali narodno enakopravnost Slovencev. Enakopravnost Slovenije so v 30 letih zahtevali tudi kmečko-delovsko gibanje zbrano okoli glasila Slovenska zemlja, konec 30 let socialisti ter komunistični Ljudska pravica in Zveza delovnega ljudstva Slovenije. Komunisti so v 30 letih izhajali iz svojih predtem domišljenih federativnih stališč, v katera so vpeli načelo Združene Slovenije, oblikovanje v državni zvezi, ki bi najbolje ustrezala slovenskim narodno-kulturnim in socialno-političnim interesom. Z imenom Slovenija so označili tudi svoje politične organizacije, leta 1937 ustanovljeno Komunistično partijo Slovenije in omenjeno Zvezo delovnega ljudstva. Na znanem bohinjskem tednu avgusta 1939 je poseben položaj Slovenije v Jugoslaviji zahteval tudi krščanski socialist Bogo Grafenauer. Drugače so ime Slovenija v političnem in drugem javnem prostoru, kot tudi v zasebnem življenju uporabljali naprej, označilo je tudi veliko, še danes standardno delo znanstvenih in kulturnih delavcev, spominski zbornik Slovenije, ki so ga izdali ob 20-letnici kraljevine Jugoslavije. Slovenija je bila vtisnjena v narodovo zavest. Vrh zavesti v Sloveniji pa je v političnem življenju predstavljala zahteva Banskega sveta Dravske Banovine februarja 1940 o ustanovitvi posebne državnopravne enote Banovine Slovenije. Zaradi naraščajoče vojne nevarnosti Banski svet na zadnjem zasedanju februarja 1941 o ustanovitvi slovenske Banovine ni več razpravljal. Druga svetovna vojna, ob okupaciji ter vseh grozotah in narodovi razklanosti, ki jih je povzročila, zavesti v Sloveniji ni izbrisala. Italijanski, nemški in madžarski okupatorji so ime Slovenije sicer izrezali iz svoje slike po njih uravnavane zgodovine. Slovensko zemljo so v letih 1941-45 razkosavali na različne dele, Ljubljansko pokrajino, Reško pokrajino, Spodnjo Štajersko, zasedeno območje Koroške in Kranjske, veliki županiji Vas in Zala, operacijsko cono Jadransko primorje, pokrajinsko upravo v Ljubljani in na njih vzpostavili svojo oblast, medtem ko je bila Primorska že od Rapalske pogodbe tudi formalno v sestavu italijanske države.
Toda Slovenci so za imenom svoje domovine Slovenije poimenovali politična in vojaška telesa ter organizacije, ki so jih ustanovili v tem času. Te so imele različne ideološki in politični značaj, saj so jih oblikovali tako na eni kot na drugi strani slovenske delitve med drugo svetovno vojno. A njihova imena so bila Narodni svet za Slovenijo, Narodni odbor za Slovenijo, Narodno-osvobodilna vojska in partizanski odredi Slovenije, Komanda jugoslovanske vojske v Sloveniji in Narodna vlada Slovenije. Narodno-politični pomen Slovenije so ohranili. In tudi vsi slovenski narodno-politični programi enega in drugega tabora med vojno so temeljili v poudarku Slovenije kot federativnega dela bodoče jugoslovanske države. Ob tem so se pojavile tudi različne dileme in predlogi povezani z vprašanjem meddržavno-pravnega položaja Slovenije. Omenimo naj zavzemanje patra Kazimirja Zakrajška pri ameriških oblasteh za samostojno slovensko državo. In poleg njega načrt Lamberta Ehrlicha o oblikovanju Intermarija, konfederacije med Baltikom, Jadranom in Egejem, v kateri bi bila Slovenija sedež take velike Evropske zveze. Leto 1945 je imenu Slovenija prineslo državnopravni pomen. Na podlagi odloka protifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije z novembra 1943 o oblikovanju Jugoslavije na federativnem načelu je postala federalna enota, tako imenovana Federalna Slovenija, marca 1945 ustanovljene demokratične federativne Jugoslavije. Nato je bila od novembra 1945 federativni del Federativne ljudske republike Jugoslavije in od aprila 1963 Socialistične federativne republike Jugoslavije. Po vključitvi Primorske v Slovensko republiko leta 1947 oziroma 1954 je obsegala ozemlje današnje slovenske države. V slovenskem ustavnem redu je dobila izrazito ideološki pomen leta 1963, ko so jo opredelili kot državno socialistično-demokratično skupnost ljudstva Slovenije. Socialistični značaj Slovenske republike so potrdili tudi v ustavnem redu postavljenem leta 1974. Ideološko opredelitev Slovenije so odpravili leta 1990, ko so v ustavnih amandmajih k ustavi SRS črtali besedo socialistična in določili, da se v celotnem besedilu ustave uporablja ime Republika Slovenija. V drugi Jugoslaviji so ime in pojem Slovenije široko uveljavili v političnem, družbenem, kulturnem in gospodarskem življenju. V ideološkem smislu so ju uporabljali za imenovanje tedanjih političnih subjektov, Komunistična partija Slovenije, Zveza komunistov Slovenije, Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije, Zveza socialistične mladine Slovenije. Osmišljala sta tudi življenje Slovencev, ki so se leta 1945 umaknili v tujino. Ti so za imenom Slovenije poimenovali vrsto svojih društev in političnih glasil: Zedinjena Slovenija, Svobodna Slovenija, Koledar Svobodne Slovenije, Zbornik Svobodne Slovenije, Akcijski odbor za neodvisno Slovenijo. Ideji Slovenije sta sledila še glasili Smer v slovensko državo in Slovenska država. Ko so konec 80-ih let v Sloveniji začeli ustanavljati opozicijske politične organizacije, so posamezne označili tudi za imenom Slovenije, Socialdemokratska zveza Slovenije oziroma Socialdemokratska stranka Slovenije, Zeleni Slovenije, skupno organizacijo vseh opozicijskih zvez oziroma strank, ustanovljeno leto 1990, pa so poimenovali Demokratična opozicija Slovenije Demos. Omenimo naj, da so med tem od srede 80-ih let v drugih delih Jugoslavije za Slovenijo uporabljali posmehljivo imenovanje dežela, ki so ga povzeli iz slovenskega turistično-promocijskega spota v okviru kampanje Slovenija, moja dežela. Leta 1991 je sa slovensko osamosvojitvijo ime Slovenija dobila državni pomen. Zaključena je bila pot, ki so jo Slovenci skozi različne zgodovinske položaje prihodili od deželne razdeljenosti do svojega narodno-emancipacijskega vrha lastne države Republike Slovenije. Državni značaj imena Slovenije so nato polno uveljavili v mednarodnem prostoru, v organizaciji Združenih narodov, Evropski zvezi in NATO. Slovenija je bila tudi na čelu multilateralizma
In sicer Varnostnemu svetu OZN je med svojim prvim nestalnim članstvom v tem organu v letih 98-99 predsedovala avgusta 1998 in novembra 1999. V letu 2008 in 2021 je ime Slovenije pomenilo predsedovanju Svetu Evropske zveze, septembra 2024 pa je znova predsedovala Varnostnemu svetu kot njegova nestalna članica v letih 2024-2025. Na čelu Varnostnega sveta bo tudi decembra 2025. Slovenija in njeno ime imata svoj razločno izrisani veljaven prostor v svetu. Hvala lepa. Perošku, ki se je nekako posredno dotaknil že tudi nekaterih vprašanj, o katerih bosta podrobneje spregovorila zadnja dva referenta. K besedi pa vabim dr. Igorja Kavčiča, rednega profesorja ustavnega prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Poleg ustavnega pa predava tudi ustavno procesno pravo in pravo neposredne demokracije, o čemer je objavil več znanstvenih člankov in monografij, pa tudi univerzitetnih učbenikov. Danes pa nam bo spregovoril o ustavno-pravnem položaju Slovenije od leta 1918 do danes. Dr. Kavčič, izvolite. Hvala lepa, hvala vsem in lep pozdrav. Posebej organizatorju, dr. Golcu, ki me je povabil v to imenitno druščino. Moram reči, da se me ne dogaja ravno pogosto, da kot pravnik sodelujem v takem znanstvenem posvetu, kjer seveda bom poskušal zlasti z ustavnopravnim instrumentarijem pravzaprav se sprehoditi skozi to več kot 100-letno obdobje, ki ga je z državnopravnega vidika že pred menoj lepo predstavil dr. Perovšek. Torej, poskušal bom se izogniti ponavljanju, kajti tukaj trčiva pogosto skupaj, povsem razumljivo, in to na takšen način, da bom kot zgornjo premisel uporabil seveda ustavo, torej ustavo kot najvišji pravni akt, pri čemer seveda moram že uvodoma reči, da, ker se pogovarjamo danes o pojmih in pojmovanju, da seveda tudi pojem ustava ni enoznačen. Namreč v sodobnem pomenu besede razumemo ustavo v pravnem seveda pomenu kot najvišji pravni akt, ki mora biti kodificiran, ki mora biti hierarhično umeščen v pravni red, in s tem razlikujemo od ustave v materialnem pomenu, ki teh lastnosti konstitutivnih elementov nima, ampak je zgolj predpis ali več predpisov, ki lahko nastopajo v različnih pravnih aktih ali celo ustavnih običajih. Kajti imamo države, res da ne številne, ki svoje ustave v tem pomenu sploh nimajo. Recimo Združeno kraljestvo je tipičen tak primer. Ta uvodna pojasnila se mi zdijo potrebna zato, da lahko razumemo nekatere dokumente, nekatera dejanja v tem večstoletnem obdobju kot ne samo ustavna v klasičnem pomenu, ampak vsebinsko vsebujejo ustavnopravne elemente. In te se bom lotil, in sicer tako, da sem v svojem prispevku to zelo dolgo obdobje razdelil v 3 podobdobja, in sicer prvo obdobje, to je obdobje Jugoslavijske kraljevine, to je od leta 1841, v kateri Slovenija ni imela svojega akta, torej ustave, temveč je bila entiteta vključena v ustavo unitarne države. Drugo obdobje je obdobje od leta 1946 do 1991, ko Slovenija ima svojo ustavo federalne enote, vendar je prav tako vključena v federacijo, torej v neko drugo državo, Jugoslavijo. In tretje obdobje po letu 1991, ko imamo seveda že ne samo novo državo, ampak tudi novo ustavo samostojne države. In
skozi ta obdobja bi želel poudariti zelo na kratko, kajti gre za res veliko obdobje, tudi obdobje, ki so se dogajale izjemno pomembne stvari, več ali manj komentirati tiste ustavno-pravne menike, ki se mi zdijo omembe vredno, tudi nekateri, ki so malo manj znane v našem zgodovinskem razvoju. To je v tem prvem obdobju, ki ga označujemo kot ustavno-pravno participacijo Slovenije v jugoslovanski državi, torej v kraljevini Jugoslaviji, kasneje imenovano. Seveda je mogoče med 5 dejanji, dokumenti na prvo mesto velja postaviti tako imenovano Žolgarjevo ustavo. Danes je kolega Rahtelj že govoril o Žolgarju, ampak v njegovi vlogi na Pariški mirovni konferenci. Po njegovi vrnitvi je postal profesor pravne fakultete v Ljubljani. Še pred odhodom na mirovno konferenco seveda pa pripisujemo mu avtorstvo posebnega dokumenta z relativno dolgim naslovom. Naj preberem, to je naredba, uredba bi bilo po slovensko, ampak tega še niso prevajali, celokupne vlade o prehodni upravi v ozemlju narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani iz sredine novembra leta 18. Torej gre za dokument, ki na prvi pogled nima kakšne ustavno-pravne veljave ali moči, ampak v bistvu gre za, lahko bi rekli, ustavo v materialnem pomenu besede. Kajti ta naredba je vsebovala skladno v sodelovanju in tudi soglasju z Narodnim svetom v Zagrebu je bila sprejeta, je vsebovala elemente, ki gredo ustavi, ampak ne taki, kot sem jo predstavil, ampak recimo imela je določbe o organizaciji oblasti, o pristojnostih seveda takrat narodne vlade, in te pristojnosti so bile izrazito izvršne narave. To je bilo jasno, kajti takrat ni bilo govora o zakonodajnih pristojnosti v današnjem pomenu besede, tudi parlamenta seveda ni bilo, in zato je to akt v tem delu okrnjen, kajti tudi jasno ni bilo posebnega kataloga pravic in svoboščin, ki je sestavni del vseh sodobnih ustav, pa vendarle, tu dobimo en prvi akt, kjer seveda smo Slovenci posebej in izrecno omenjeni in seveda imamo tukaj nek dober nastavek za kasnejše dokumente, ki smo bili priča. Ta ustavo torej lahko s sedanjim kategorijalnim aparatom označimo kot ustavo v materialnem pomenu, ampak posebej pomembno se mi zdi, ker je šlo vendarle za kratkotrajno obdobje te provizorične države, da je seveda tukaj potrebno vedeti, da ne gre za samostojno entiteto, ampak to je bilo del seveda takratne tvorbe z nekimi danes težko določljivimi elementi, ampak sam bi rekel, da je imela tako federalne kot nekatere konfederalne elemente v razmerju do osrednje, če temu tako rečem, oblasti v Zagrebu. Z njo, torej s to naredbo, je bila pravzaprav vzpostavljena izvršna, vključno z upravno oblastjo, in imeli smo v današnjem pomenu neka ministerstva, to so bila poverjeništva, in pravzaprav gre za, po mojem mnenju, zelo pomembno ustavno-pravno zgodovino kasneje bolj priznanih dokumentov. Kajti že naslednji akt, to je ustava Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki je znana bolj kot vidovdanska ustava, seveda se ta slovenski element, ker je že dr. Perovšek povedal, seveda izgubi. Tukaj vemo, kako je prišlo do te države, seveda tudi ustava, ki je bila sprejeta, je bila vsaj
po mojem vedenju vsa ta leta zelo podcenjujoče obravnavana. Namreč moram reči, v bran tej ustavi, da je bila pripravljena po zgledu takrat najmodernejše ustave, to je bila Weimarska, nemška ustava, in pravzaprav dokaj virno povzeta, vendar je obravnavana vsej v povojnem obdobju zelo negativistična. Skoraj da vsi, ki so jo ocenjevali, so govorili o ustavi, kjer ima kralj absolutno oblast, kjer obvladuje zakonodajno, izvršilno in celo sodno oblast in navajali, recimo, ne vem, zakonodajno oblast kralj izvršuje tako, da razglaša zakone in jih seveda sankcionira. Tukaj se mi zdi, da ni bilo osnovnega vedenja o tem, kakšne so sploh parlamentarne monarhije. Torej, ta ustava je bila popolnoma običajna ustava, ne samo za takratne, ampak tudi za današnje razmere parlamentarnih monarhij. Jaz razumem, zakaj je bila tako obravnavana. Seveda, ampak ustavno pravno se mi zdi, da je to nekoliko podcenjujoče. Drugo pa je vprašanje, ko pogosto pravijo Nemci, razlikovanje med Sollen in Sein. Razlikovanje med tem, kar je pravna norma in kaj je seveda udejanjanje te pravne norme. Tu pa seveda bomo poštevati, da je bila uporabljena, izvajana v nekem balkanskem miljeju in seveda tukaj ta weimarski duh seveda hiter ponikne. To je pa treba pošteno, res seveda zlasti za Slovence je bilo boleče to, da je naš nacionalni del bil zapostavljen, šlo je za izredno centralistično, unitaristično državo, ampak kot rečeno, ustava sama pa je bila nekaj, kar seveda bi danes rekli, da smo lahko na njo kot ustava, kot ustavni dokument se zelo ponosni. Ne bom, ker me čas ne dopušča, omenjal recimo za takratni čas neverjeten katalog pravic in svoboščin, spet povzet po nemški ustavi, ampak imeli smo nekatere pravice, ki v takratnem širšem evropskem prostoru so bile nepredstavljive, celo pravica do dela in tako naprej. Skratka, mislim, da ni korektno, da se na tak način ta ustava obravnava. Seveda, po letu 1929, ko se ustava razveljavi, parlament razpusti in tako naprej, ko imamo to obdobje tako imenovane 600-januarske diktature in potem leta 1931 sprejem tako imenovane oktroirane ustave, seveda se ta del popolnoma izpusti. Ta ustava seveda ni bila primerljiva z Weimarsko, kralj jo je celo sprejel brez predstavniškega telesa, dobesedno v silu jo je in seveda kljub temu, da je uvedel dvodomen parlament, pri čemer so se nekateri Slovenci takrat razumeli, da bi lahko v drugem domu, v senatu, poskušali uveljaviti ta federativni dom, kot ga sicer običajno imajo. Federacija, seveda, to se ni zgodilo, kajti ne samo, da je bil posebej voljen, polovico senatorjev je tako imenoval kralj. To obdobje ustavno-pravno, pa tudi z vidika Slovenije, ne ocenjujem kot posebej tvorno. Seveda, pri čemer bi veljalo omeniti to, kar je že dr. Perovšek omenil, leto 1939. To je tudi mogoče malo manj raziskan čas. To je tako imenovana Banovina Slovenije. Vi ste omenili, moram reči, da v svojem raziskovanju in večdesetletnem preučevanju ustavnih obdobij nisem o tem kaj veliko prebral. Govorim seveda o ustavnem delu. Namreč, ko se leta 1939 ustanovi Banovina Hrvaška, so bili tu v Sloveniji težnje, da bi mi tudi poskušali dobiti ta status. Seveda, če pustimo kontekst, torej notranje političen, zunanje političen in tudi manjšo možnost, da bi do tega res prišlo, so se zgodile zanimive podrobnosti iz ustavnega prava, stvari, ki so danes popolnoma neznane. Namreč, takoj se je oblikovala komisija, ki je začela pripravljati dokumente za to in je bil na podlagi uredbe o razširitvi Banovine Hrvaške
je Slovenija tukaj videla svojo možnost in so tam nekje v meseca oktobra 1939 pripravili osnutek uredbe o Banovini Sloveniji. Ta osnutek, saj ni nikoli zaživel, pa vendarle je imel elemente, ki bi lahko z izjemo more biti kataloga o človekovih pravicah, ker je bilo razumljivo, da ga ni bilo, elemente sodobne ustave. Namreč mislim, da 4 ali 5 poglavjih je bilo opredeljeno ime, torej preimenovanje Dravske Banovine v Banovino Slovenijo, pristojnosti organov, posebej opredeljena zakonodajna oblast, izvršilna oblast, potem sodna oblast. Predvidena so bila sodišča in to vseh stopenj. Tisto, kar je se zame fascinantno in nikjer tega še nisem zasledil tega podatka, bilo načrtovano ustanovitev ustavnega sodišča, za katera vsa zgodovina, pravna zgodovina, ves čas domneva, da pravzaprav smo v Sloveniji dobili ustavno sodišče z Ustavo Republike Slovenije leta 1963, z jako okrnjenimi pristojnostmi, ampak vendarle, tukaj je že bilo predvideno ustavno sodišče, ki bi presojalo zlasti ustavnost zakonov in kompetenčne spore, ki bi se lahko zgodile med Banovino in Kraljevino. Skratka, zelo zanimive teze je moč videti v tem in drug tako organ, ki je res sodobne, modernejšega veka, Računsko sodišče. Torej, že takrat so predvideli Računsko sodišče za presojo nadzora uporabe javnih financ. Skratka, šlo je za sodoben koncept, ki je, kot rečeno, izginil iz naših raziskovalnih, saj pravnih, da ne bo nesporazuma, očeh in mislim, da bi bilo vredno to proučiti, ker imamo akt, imamo tudi nekaj malih komentarjev kot tega, tako da bi bilo zelo zanimivo to videti. Skratka, naslednje obdobje, ali pa če to obdobje končam, kolega, upam, da me boste opozorili, da ne bom predolg. Še približno 5 do 10 minut. Hvala lepa. Za to obdobje bi v stavku rekel naslednje. Tukaj z obdobjem med obema vojnama ne moremo reči, da lahko sploh govorimo o kakšnemkoli posebnem ustavnem razvoju Slovenije, temveč samo o slovenski udeležbi, več ali manj v ustavnem razvoju jugoslovanske države, katere del je seveda bila. V času druge svetovne vojne lahko ne moramo govoriti o kakšni ustavnosti. Znano je, kar se Slovenije tiče, kako je potekal ta pravni redosled sprejetih aktov na Kočevskem zboru, pa kasneje v okviru Slovenskega narodno-osebnega zbora, ter potem ustavodajne skupščine, pa sprejetja nove ustave leta 1947. Mislim, da tega ni treba posebej eksplicirati, sem pa pred časom ob tem naletel na zanimiv podatek. Prav tako, vse, kar se mene tiče, nikoli prej prebran. In sicer poskus iz leta 1943, nasprotne strani, ideja je zrasla v okviru Slovenske ljudske stranke, in sicer osnutek, to, kar prav že prvič z imenom, če temu tako, osnutek ustave Kneževine Slovenije. Torej, šlo je za verjetno, domnevam, nek poskus razmišljanja, takrat mogoče povezavi tudi z okupacijo, kapitulacijo Italije, da bi v okviru tega nasprotnega tabora ponudili neko možnost, v tem primeru Kneževine Slovenije.
Te misli so nanizane skupaj z nekimi komentarji, nekimi glosami na papirju. Dokumentov o tem veliko ni, gre bolj za posredno pričanje, ampak zanimivo je zato, ker je ta osnutek pravzaprav vseboval vse to, kar naj bi sodobna ustava vsebovala. To samo za intermeco, torej tudi v tem času najdemo take osnutke, ki so ustavno-pravno zanimive. Ko gre za drugo obdobje, to obdobje Slovenije v socialistični, komunistični Jugoslaviji, seveda imamo, tukaj že danes je bilo poudarjeno, seveda prvič srečamo ustavo z izrecnim poimenovanjem Slovenije, sicer s pridevniki, ljudska, socialistična in podobno, ampak vendarle prvič leta 1947 Slovenija dobi svojo ustavo. Tukaj treba seveda takoj dodati, da tu ni šlo za ustavo samostojne države, ampak za ustavo federalne enote znotraj Jugoslavije. To je to tipičen federalni koncept, kjer ima vsaka članica svojo ustavo in te ustave so bolj ali manj podrejene zvezni ustavi. Seveda se leta 1974 to razmerje nekoliko spremeni, to pa zato, ker tako zvezna kot republiške ustave vključijo posebno določbo o pravici do samoodločbe in odcepitve. To poudarjam zato, čeprav je šlo to za večino lakmus ustave, ki so bile več ali manj podobne med seboj in seveda v skladu z zvezno, smo to določbo o osamosvojitvi Slovenije velikokrat tudi v tujini zlasti omenjali kot pravno podlago za osamosvojitev. Kaj si seveda pravica do samoodločbe predpostavlja tudi pravica do odcepitve. Zlasti v nekih državah, recimo v ZDA, jim je bilo, zdi se mi, kar po volji, ko so to podlago uporabljali kot legitimno in legalno pravico Slovencev do osamosvojitve, da ne omenjam pojma odcepitve, ker pri nas ni, kot veste, priljubljen. V vsakem primeru, torej, vendarle je ta ustava z leta 1974 to vsebovala in to je treba omeniti. Seveda pa so druge ustave, tukaj mislim na ustavo iz leta 47 in 63, bile seveda na prva konceptualno pripravljena po stalinski ustavi in seveda na osnovi klasičnega razmerja socialističnih ustav s posebnimi organi, kot veste, v začetku ni bilo vlade, ampak izvršni svet in podobno. Skratka, če to obdobje zaradi skromnega časa preskočim in ga ocenim kot vse v tem simbolnem pomenu, obdobje ustavnosti, v katerem Slovenija ima svoje ustave in z tega vidika neko ustavno avtonomijo, seveda to je bila samo podlaga za pravno obliko samosvojitve, ki pa je rezultirala kasneje v sprejemu samostojne neodvisne države in seveda ustave kot njenega ustavnega okvirja. Tukaj seveda je treba vedeti, da osamosvojitveni procesi so pri nas, ker so v tujini nam izrazito priznavali, ves čas, in to smo se zavzemali, potekalo po pravni poti. Ves čas smo iskali ne samo legitimnost, ampak tudi legalnost v tem procesu, kajti vedeli smo, da je to zelo pomembno, ne samo notranje, tudi zunanje, kot rečeno, politično. In tukaj smo imeli teh nekaj korakov od amandmajev k ustavi Republike Slovenije leta 89, 90 in v vsakem tem osamosvojitvenem koraku smo se odcepljali, torej osamosvajali iz jugoslovanske države in iz zvezne ustave. To osamosvajanje seveda
je v vse bolj centralističnemu duhu v Srbiji seveda pomenilo veliko težavo. Kajti mi smo po eni strani poudarjali preomenjeno pravico do cepitve in tudi torej samodločbe in pravice do cepitve, medtem ko so na drugi strani zatrjevali, da je šlo za konzumirano pravico, torej niso jo oporekali, ampak so omenjali, da smo to že uporabili s tem, ko smo se vključili v Jugoslavijo. Seveda pa je jasno, da ta pravica zajema oboje, tako vključitev kot tudi odhod. Tisto, kar je zelo pomembno v zvezi z slovensko ustavnostjo, pa mora biti tudi premalo poudarjeno, je, da smo imeli veliko konceptov nove ustave, naj omenim pisateljsko, Demosovo in tako naprej. To so bila različna ustavna besedila, vendar tisto pravo strokovno besedilo je nastalo kasneje in sicer znano kot Vinska ustava. Gre za besedilo, ki so jo pod vodstvom Petra Jambreka pripravili pravni strokovnjaki in je bila podlaga za našo novo ustavo. Ta podvinska ustava je po mojem mnenju izjemno dobro ustavno besedilo, primerljivo predvsem z nemško in deloma italijansko ustavo, ki pa žal, to moram poudariti, v političnih prerivanjih v 90-ih letih, seveda lahko razumemo vsi takratno dogajanje, tako politično, kot tudi poleg osamosvajanja, torej smo delali novo državo, novo ustavo, skratka, velik zalogaj je to bil, plus, kot veste, vojaški spopad, zato se je ta sprejem ustave zelo zavlekel, bistveno več, kot je bilo načrtovano, in žrtev vsega tega je tudi sedanje ustavno besedilo. Skratka, podvinska ustava je v delu, ki ureja organizacijo oblasti. Ne govorimo o človekovih pravicah in svoboščinah, ker so to prej vse oblikovani po aktih, ki so veljali, zlasti Evropske konvencije o človekovih pravicah, torej tem nimamo kaj dosti očitati. Ampak v organizaciji oblasti je prišlo do nekih odstopanj, do nekih političnih kompromisov, ki danes seveda hromijo v veliki meri lahko delovanje posameznih inštitucij. Spomnim se, da smo takrat na to opozarjali. Govorimo o tem zlasti vprašanje enodomnosti ali dvodomnosti slovenskega parlamenta, vprašanje položajem pristojnosti predsednika republike, potem oblikovanje vlade in še nekaj teh, če omenim samo teh, da bo prišlo do težav. In res je prišlo seveda, vendar je prav zaradi teh posebnih okoliščin oblikovanja ustave bilo vedno nekako po tonu mišljeno, da bomo to potem kasneje v miru popravili, spremenili in seveda ta del ustave, jaz temu pravim, usposobili za normalno parlamentarno delovanje. Vendar se to v glavnem ni zgodilo. Seveda je to mogoče razložiti z različnimi političnimi razmerami. V vsakem primeru te dobre rešitve, ki so bile po nemškem, tokrat že drugič, nemški ustavi povzete, niso dobile svojega mesta. Na to še čakamo seveda, jaz upam, da bo priložnost za to, kajti preprosto se mi zdi nevzdržno, da je v tem kolesju delovanja oblasti toliko peska, toliko šumov. Naj samo ob koncu, ker je pač aktualen primer za lažje razumevanje. Ves čas smo trdili, da je pri nas položaj predsednika republike podcenjen, da predsednik republike nima pristojnosti, kot je to značilno za šefe držav v parlamentarnem sistemu. Opazovalci takratne obdobja smo hitro ugotovili, zakaj je temu tako. Temu danes pravimo lex Kučan. Torej šlo je za to, da se osebi, ki je naj bi bila verjetni predsednik, ne bi zaupali preveč pristojnosti. Posledica tega je, da predsednik republike nima povsem običajnih pristojnosti šefa države v parlamentarnem sistemu, na drugi strani pa dobil pristojnosti, ki predsedniku ne gredo.
Recimo, predsednik republike je pretežno reprezentančna funkcija v parlamentarnem sistemu, on je tudi mediativni organ, pa v krizi rešuje deblokade in podobno. To je šef države. Ne? In ko je šlo pri nas za vprašanje, kakšne nam ima pristojnosti predsednik republike, so seveda popolnoma ustrezno zapisali, da predsednik republike imenuje najvišje državne funkcionarje, ko tako določa zakon. Naš zakonodajalec v 30 letih te ustavne določbe ni prevedel v prakso in je nasprotno, namesto da bi predsedniku republike zaupal imenovanje funkcionarjev, mu je zaupal predlaganje funkcionarjev. To pa seveda ni isto, kajti s predlogom se predsednik republike vključuje v aktualna politična dogajanja, izbira kandidate, to je vsebinska naloga, medtem ko vse te pristojnosti, pa pretežno, pa prevzame državni zbor. Zato seveda ne gre čuditi tudi zadnji, če temu rečemo konflikt med predsednico in parlamentom, ko gre za kandidata guvernerja Banke Slovenije, kajti ustava samo pravi, kdo guvernerja voli, medtem ko kdo predlaga, pa ne, ampak to smo vse v 30 letih prepustili predsedniku, ki danes praktično predlaga vse najpomembnejše funkcionarje v Sloveniji. S tem smo ga... Se pravi, čujem čase. Samo še dokončan stavek. S tem smo ga porili v politična prerivanja, v kadrovsko izbiro. Skratka, izpostavili smo funkcijo tako kot za predsednika, kot predstavnika države, torej nas notri nas ven, ne gre. In vidite, gre za sistemski problem. In ti sistemski problemi, ki niso bili odpravljeni, se seveda zdaj zrcalijo v konkretnih, v tem primeru, konfliktih, kakoli temu rečemo, med dvema organoma, za katere jaz pravim, da so vgrajeni v to. In dokler mi tega ne bomo odpravili, bomo se samo ukvarjali s tem, se marata, dva se ne marata, ali sta bolj kot pravijo Francozove, kohabitacija niso. Tukaj vidim ta manjko škodo, da se ustavna ureditev po 30 letih ne skladno z parlamentarno ureditvijo drugih evropskih državnih ureditev. Hvala lepa. Zadnjo današnjo referentko, to je doktorica Helena Jaklič, je zgodovinarka, ki se ukvarja predvsem s preučevanjem slovenske zgodovine 20. stoletja, zlasti zgodovino oziroma delovanju slovenskih beguncev. Je avtorica več strokovnih in znanstvenih člankov ter monografij. Seveda ne smemo pozabiti, da je tudi nekdanja ministrica in konec koncev tudi podpredsednica Slovenskega zgodovinskega društva za novejšo in sodobno zgodovino, ki je tudi eden od soorganizatorjev tega današnjega dogodka. Doktorica Jaklič, izvolite. Hvala za besedo. Spoštovani, najprej seveda zahvala tudi organizatorjem za povabilo, sedaj pa k moji temi. V začetku septembra 1844 je cesar Ferdinand obiskal Ljubljano. Takrat so kmetijske in rokodelske novice vzneseno zapisale. Da bi pa tudi naše novice tu vesel dohod, kakor se spodobi, praznovali smo pesem na posebnem listu Natisniti dalje, katera z gorečimi besedami pripoveduje, kar srce Slovenije vse skozi za našega vladarja občuti. Spomin na ta obisk ter slavnostno pesem Slovenija, ki jo je ob priložnosti s pesmijo Koseski, zasledimo več desetletij kasneje, leta 1917, tudi v ameriškem Slovencu, v katoliškem listu za slovenske delavce v Ameriki, ki izhaja od Julieta. V prispevku Slovenski narodni preporod, ki ga je spisal dr. Dragutin Lončar, bralce spomnijo, da je pesem takrat prvikrat rabila izraz Slovenija v javnosti in zbudila posebno v mladini zanimanje za slovensko pesništvo. Nekaj številk kasneje ta isti list prinese tudi vzklik. Vse za Slovenijo, najprvo. Le 4 leta po prvi omembi Slovenije študentje na Dunaju, kot smo danes že večkrat slišali, skupaj z duhovnikom Matijem Majerjem Zilskim,
spišejo zahteve za zedinjeno Slovenijo. Ta vznesenost in krepitev samozavedanja pripadnosti enemu narodu znotraj enotnega poimenovanja Slovenija se v naslednjih letih in desetletjih bolj ali manj krepi. Zelo nazoren je bil graf gospoda Hobiča glede uporabe Slovenija v časopisju tistega časa, vse do leta 1918. Enkrat seveda bolj v smeri ta identiteta, bolj v smeri lastne samobitnosti, pa tudi državne misli, spet drugič pod vplivom združevanja z drugimi slovanskimi narodi pod državo SHS, nato pa v kraljevini SHS oziroma kraljevini Jugoslaviji v smeri enotnega jugoslovanskega naroda in tako tudi enotne Jugoslavije. Toda poimenovanje Slovenije kot skupno ime za slovenske dežele se je na več načinov prijelo, oziroma na nek način prijelo. V Ljubljanskem časniku, prvem slovenskem uradnem listu avgusta leta 1851, objavijo zanimivo povpraševanje. Citiram: tako moško in veselo ta slovenščina v celovških šolah napreduje. Kako pa je drugod? Kako je v latinskih šolah naše Slovenije? Lepo prosim, da nam iz vsakega mesta kak domorodec to resnično popiše. To bodemo radi vse oznanili. Vznesen je tudi klic slovenske pčele, kratkočasnega lista, ki je izhajal v Celovcu med leti 1850 in 1853, in sicer ob najmenitnejši in najveselejši novici, da je bilo na pobudo presvitega levatinskega knizoškofa gospoda Antona Slomška Društvo za izdajanje in razširjanje dobrih bukev za Slovence osnovano. Novica o tem pa se zaključi s klicem: raduj se, Slovenija, mila, in slavo po takem domorodcu. To utrjevanje zavesti enotne povezanosti, kjer ni več ne Kranjca, ne Štajerca, ne Korošca in ne Primorca, temveč združena dežela Slovenska ali Slovenija, je v 19. stoletju počasi pronicale v ljudi. Nič ni torej nenavadnega, da so to misel Slovenci, ko so odhajali na tuje, ponesli s seboj, oziroma je ta misel prišla tudi do izseljencev, ki so že živeli čez lužo. Teh, ki so odhajali, je bilo vedno več, saj se je po letu 1870 zaradi zaostrenih gospodarskih razmer doma začelo množično izseljevanje iz slovenskih dežel, ki je trajalo vse do prve svetovne vojne. Največ se jih je seveda izselilo v Združene države Amerike, kjer so nastali močni slovenski centri, največji zagotovo v Clevelandu. Toda tudi na tujem so izseljenci ohranjali povezanost z domačimi kraji, kar izpričujejo številne novice iz lokalnega okolja o tem, kdo je umrl, kaj se je komu pripetilo v domačem potoku, v stari domovini, kot so v časopisih, ki so jih izseljenci izdajali, velikokrat poimenovali slovenske dežele oziroma Slovenijo. Z ustanavljanjem slovenskih društev in izdajanjem časopisov v slovenskem jeziku pa so se trudili ohranjati tudi slovenski jezik in pripadnost slovenskemu narodu. Se pravi, bolj je bila v ospredju narodnost in ne Slovenija kot taka. To izpričujejo tudi imena njihovih društev in časopisov, če jih naštejemo le nekaj. Slovenska narodna podporna enota, Ameriška slovenska katoliška jednota, Slovenska narodna zveza, Društvo Napredno Slovenka, Amerikanski Slovenec in še druge. Obstajajo pa tudi zanimive izjeme. Tako v West Allisu v Wisconsinu ustanovijo Društvo Sestre Slovenija, v Julietu dramsko in pevsko društvo Slovenija, v Milwaukeeju pa začne izhajati časopis Slovenija. V uvodniku prve številke, ki je šla 2. novembra 1915, zapišejo: lepo število nas je skupaj, kjer živimo, pa poglejmo, kaj predstavljamo na zunaj. Žal zelo malo ali skoraj ničesar. In zakaj? Ker nimamo prave skupnosti, ker si ne pridobimo vsaj mrvice političnega ugleda. V isti številki Slovenije še beremo: eni smo bili Kranjci, drugi Štajerci in podobno, kar smo prinesli iz starega kraja s seboj, kjer nas je avstrijska vlada umetno vzgojevala, kot da ne bi bili vsi Slovenci en sam narod.
V New Yorku je 27. septembra 1893 začel izhajati list slovenskih delavcev Glas naroda, v katerem se zavezujejo, da bodo odločno stali na narodni podlagi in priporočali našim rojakom, naj vedno in povsod med seboj govorijo naš lepi domači slovenski jezik. In da naj se nikdar ne sramujejo biti sinovi malega, toda čilega naroda slovenskega, katerega ljubiti je naša dolžnost. Vendar v tem prispevku stare domovine ne poimenujejo Slovenija, temveč Slovenska. V Narodni besedi, časopisu, ki je izhajal v Clevelandu leta 1899, beremo: Maloštevilni je narod slovenski, 2 milijon duš, toda še to je malo oddaljeno in razdeljeno po raznih kronovinah. Ako bi bili upravno združeni Slovenci, vsi bivajoči v Kranjskej, Štajerskej, Koroškej, Primorskej in Goriškej zemlji, postali bi sila in moč. Kdo roj jeni bode dočakal, zedinjene Slovenije? Povzdignil se je vendarle Slovenec, to smemo trditi do politične zrelosti. Misel o Sloveniji kot političnem telesu, ki je osvetila leta 1848, je torej počasi, vendar vztrajno dobivala svojo umeščenost v narodni govorici, tudi zunaj slovenskih pokrajin oziroma dežel. Med obema vojnama je bila sicer večina izseljencev še vedno videla Slovenijo zgolj kot del širše države Kraljevine Jugoslavije, tudi v tujini, kar je glede na zgodovinski razvoj dogodkov v domeni razumljivo. Vendar pa je misel, da smo kot narod zoreli in zreli za svojo državo, ta misel ne izgine. Navajam iz objave v listu Sluga septembra leta 1918. Da Amerika zmaga, je gotovo. Ne bo pustila, da bi bili Slovenci še nadaljne sužnji Avstrije, ko smo vendar narod zrel in sposoben za samolastno državo. Tukaj v Ameriki smo spredvideli, da imamo vsi ene in iste težnje. Enak boj za vsakdanji obstanek, enake pravice in enak jezik. Postali smo vsi brez razlike Slovenci, kar smo tudi v resnici. Nič več, nič manj, dodaja časopis Slovenija. Morda o tem samo kratek kontico, da ko preberamo slovenske časopise, ki so izhajali čez lužo, vidimo, da v prvi vrsti, poleg podarjanja slovenske besede, slovenskega naroda, je zagotovo tudi v spredju podarjanje lojalnosti novi ameriški državi. In iz tega potem tudi po letu 18 zazrtost v predsednika Wilsona in pričakovanja, da bo Slovensk podprl prizadevanje Slovenije za večjo samostojnost. Toda, ne glede na vse, ostaja vse do konca druge svetovne vojne osrednja misel med Slovenci po svetu, da smo palček med narodi, ki ne sme in ne more pričakovati, da bi igral kakšno večjo politično vlogo, ker smo premajhen narod, kot je pisal časopis Slovenija, ki bi lahko obstajala le znotraj širše slovanske skupnosti. Zanimiva je misel prinešena v časopisu Avstrijski Slovenec, Österreichische Slovener, ki je išla 21. septembra 1932 v Nemčiji. Nekateri rojaki so namreč videli rešitev tudi še vedno v Avstriji in v tem časopisu zatrjujejo, da bi bilo vse boljše, ako bi tisti glasovalci, mišljeni so ti, ki so odločali na Pariški mirovni konferenci, agitirali vsaj za samostojno Slovenijo, ker bi potem sami prišli na to, da majhna Slovenija ne more sama za sebe gospodariti, ne v zgodovinskih ter ne v političnih krogih. Zato bi bila, kot že rečeno, temu neznanemu avtorju prispevka Avstrija boljša izbira. Tak pogled na Slovenijo, ki lahko obstaja samo v soodvisnosti z drugimi, večjimi narodi, spet spremeni po drugi svetovni vojni, ko maja leta 1945 Slovenijo zapusti več kot 20.000 ljudi. Tudi dobršen del slovenske narodne elite. Z njimi pojem samostojna in demokratična Slovenija postaja otipljiv. Obenem pa tudi sinonim upora proti enopartijskemu sistemu v domovini, kjer je bila ideja o samostojni državi preganjena. Misel, da bi bila Slovenija premajhna za svojo državo, izgine.
Zelo odločen apel je objavljen v časopisu Slovenska država novembra 1950. Samo Slovenija bi pa je ne mogla obstajati, češ, da je premajhna. Otročji narod smo še, če tako govorimo. Zato država Slovenija. Toda preden nadaljujemo o ideji Slovenije po drugi svetovni vojni in njenem razvoju po svetu, še skoku za mesto. Tu se seveda poimenovanje društev, časopisov niso naslanjala na ime Slovenija, prav tako je tudi dojemanje Slovenije popolnoma drugačno. Ne glede na različne zgodovinske okoliščine, potem do konca 19. stoletja in potem v prvi polovici 20. stoletja fašizem in nacionalsocializem, so bili danes obronki slovenskega narodnega prostora, se pravi, ki so danes v sosednjih državah, del narodne celote, zato tudi ni bilo te potrebe. Celovec, Gorica, Trst so bila za Slovence pomembna središča, dolgo časa pomembnejša od Ljubljane. To se spremeni šele po prvi svetovni vojni. Toda na skrajnem zahodnem delu slovenskega narodnega prostora velja opozoriti na Beneško Slovenijo, ki to nosi že več stoletij in je bila od plebiscita leta 1866 podvržena izredno hudi italianizaciji. Italijanska politika je namreč, pa tudi o prebivalstvu, del tega prebivalstva v tistih koncih, popolnoma negirala obstoj Slovencev v Beneški Sloveniji. Skoraj 200 leti uničevanja slovenske identitete ima danes že skoraj usodne posledice. Zato se ni čuditi, da se je terminu Beneška Slovenija tudi zaradi obsojenja vredne politične korektnosti umaknil v poimenovanju Benečija. V Beneški Sloveniji, ko bi morali vedno poimenovati te preizkušene kraje, je deloval tudi narodni voditelj in oče beneških Slovencev, Ivan Trinkov, ki je v pesmi Slovencem leta 1895 vzkliknil. Ah, do nebes vesela ta plan in čez gore po Sloveniji širni, slovenska pesem gromko bo donela. In lovorja in cvetja ne dostane, da vse ovenča rodoljube vzorne, ki v dnevih borbe srečno dokončane duha močine umorne, so domovini mili z oduševljenjem vročim posvetili. Naj torej po tem skoku v zamesto in pa v Beneško Slovenijo vrnemo v čas po drugi svetovni vojni, ko se je ideja o samostojni in demokratični Sloveniji med Slovenci po svetu, potem pa seveda še v zamestu, vedno bolj krepila, konec 80-ih let prejšnjega stoletja, pa je tudi z vso silo butnila v matično domovino. Osrednji povojni nosilci ideje o samostojnosti Slovenije so zagotovo Franc Jeza, ki je deloval v Trstu. Ekonomist, tesen sodelavec Lamberta Ehrlicha ter avtor Neminljive Slovenije, Ciril Žebot. Duhovnik France Dolinar, ki je deloval v Rimu, pa tudi Ruda Jurčec s svojim prispevkom oblikovanja slovenske državne misli iz leta 1954, Mirko Javornik, danes tudi omenjeni že Kazimir Zakrajšek, pa tudi lahko dodajali, naštevali, še omenjali zagotovo za mesto v Drago, kjer se je slovenska ideja oziroma ideja o slovenski državi v 80-ih letih krepila in prenašala med Slovence, ki so tja prihajali iz matične domovine. Toda, ker je bilo o tem že kar nekaj napisanega, bom skušala v nadaljevanju tega prispevka osvetliti še kakšen manj znan delček razmišljanja, predvsem slovenske povojne politične emigracije o Sloveniji, ki o tem naslednjih desetletjih mnogo premišljuje. Začne se že v taborišču. Slovenski begunci, ki so se po vojni znašli v Italiji, so v begunskem taborišču v Munigu že 6. septembra 1945, se pravi 4 mesece po odhodu iz domovine, začeli izdajati dnevnik z naslovom Zedinjena Slovenija, ki je izhajal neprekinjeno do odhoda v nove domovine, kar je seveda izredno velik podvig, če upoštevamo, kako drag je bil takrat časopis, kako drago je bila tiskovina, kako draga črnila, skratka, sploh, da je bil to en res izjemen dosežek. Zedinjena Slovenija je njegov naslov in program so zapisali njeni uredniki oziroma avtorji v prvi številki. Že novembra leta 1945 je imel že prej omenjeni France Dolinar v taborišču v Serviljanu predavanje z naslovom Strukturno-sociološke hibe slovenskega narodnega organizma.
O njem je predstavil pojave, ki ogrožajo zgradbo slovenskega naroda, ob tem pa izpostavil, citiram, da mora biti prvi pogoj za obstoj in razvoj narodne države Slovenije, da smo strukturno čvrst in enoten narod. To se pravi, do kraja in polno povezati vse stranice našega narodnega organizma v resnični službi narodnemu cilju, učvrstiti vez med posameznik in avtoriteto v dejavnosti posebnih socialnih smeri, ohraniti vselej prvenstvo skupne blaginje in zagotoviti solidarnost stare in mlade generacije. Konec navedka. V taborišču v Špitalu je leta 1948 pod imenom Peter Levičnik izdal sedaj že dobro znano brošuro Slovensko državna misel, ki jo je končal z mislijo: s polnim zaupanjem Gospoda, zgodovine in sile svojega naroda, ponosna na že prehojeno stoletno pot gleda današnja mladina v zedinjeni Sloveniji, v slovenski državi smisel svoje politične biti. 20 let kasneje je v razmišljanju o odsotnosti slovenske državne misli v prevratu leta 1918 še dodal: Slovenci imamo svojo magno karto v samodržavno zedinjeni Sloveniji. Večina povojnih beguncev je novo domovino našla pod Južnim križem. Mnogi, še posebej v naslednjih desetletjih, so odšli tudi v Ameriko, Avstralijo, pa tudi v Nemčijo, kasneje v severne dežele Evrope. Slovenska politična migracija, ki je odšla v Argentino, je nadaljevala in krepila idejo o svobodni, kasneje pa tudi vedno bolj o samostojni Sloveniji. Prav tako so to idejo še posebej Ciril Žebot razvijali v Združenih državah Amerike oziroma v Kanadi. Ločenost od domovine je namreč še povečala in poglobila razmišljanje Slovencev o slovenski stvarnosti. Pogled iz tujine pa jim je omogočil videti Slovenijo iz širše perspektive. Ko začne Ciril Žebot v Chicagu leta 1950 izdajati časopis Slovenska država, v uvodnem vodniku zapiše: Borba gre za tem, da ne bo nikdar več izbrisano iz zemljevida ime naše rodne zemlje Slovenije. Lahko bi rekli, da so slovenski povojni begunci njegove besede vzeli silno resno. Se pravi, že v prihodu v Argentino leta 1948 so začeli izdajati časopis Svobodna Slovenija, katerega prva številka je sicer išla že leta 1941, še takrat še v matični domovini. V uvodni predstavitvi zapiše, da je njihovo temeljno poslanstvo, navajam, borba za svoboda slovenskega naroda, borba za zmago resnice in pravice, kar sicer kaže na to, da so bili sprva usmerjeni predvsem v skrb za svobodno in demokratično Slovenijo, postopno pa se tudi med njimi že krepi misel o samostojni državi. Tako je v Šmartinskem vestniku glasilo domobrancev in drugih komunističnih borcev, kot je bil podnaslovljeno glasilo, ki je izhajal v San Martino, lahko tako maja leta 1953 beremo: Za svobodno državo Slovenijo smo danes vsi domoljubni Slovenci. Vprašanje je le, v kak sestav naj gremo izživljati svojo državno samobitnost. Slovenska ljudska stranka v izseljenstvu je leto kasneje precizirala svoj program ter zapisala, da ima slovenski narod po naravnem pravu pravico do svoje države, da sam uraja svoje življenje, da vstopa v državne zveze ter sodeluje v družini svobodnih narodov. V Buenos Airesu so ustanovili tudi društvo Slovencev, ki se je kasneje preimenovalo Društvo Zedinjena Slovenija, ki je postavilo temelje za organizacijsko in kulturno življenje slovenske migracije v Argentine, pa tudi širše. Svoje delo je nadaljeval tudi Narodni odbor za Slovenijo, ki je bil danes že omenjen. Ob njegovi 30. obletnici je njegov predsednik Miloš Stare, ki je na tem mestu nasledil dr. Miha Kreka, dejal: Cilji naših prizadevanj so jasni. Hočemo, da se uresničijo načela suverenosti tako, da bo imel slovenski narod in vsi narodi Jugoslaviji prosti komunistične in vsake diktature, neokrnjene vse pravice svobodnega odločanja o svoji usodi na političnem, gospodarskem in kulturnem področju. Če pa bi prišlo do delitve Jugoslavije, bomo zastavili vse svoje sile, da sedanja Republika Slovenija postane mednarodno priznana, samostojna, demokratična država. Slovenski narod ima pravico,
da v lastni državi neovirano uživa sadove svojega dela za duhovni in gospodarski napredek v družbi svobodnih narodov in držav. Konec navedka. Premisleke o Sloveniji njeni poti je pogosto prinašal tudi koledar oziroma zbornik Svobodne Slovenije, ki je od leta 1949 izšel vsako leto. V obširnih anketah, ki so jih izvajali več let, so sodelujoče med drugim spraševali, kako si zamišljate državnopravni položaj in odnos Slovenije v bodočnosti. Nanjo oziroma za sodelovanju k tej anketi so povabili preštevilne ugledne predstavnike Slovencev po svetu. Tako da so nanje odgovarjali med drugim tudi Janez Arneš iz Združenih držav Amerike, poznamo ga kot ustanovitelja studija Slovenika, Ludvik Puš, prav tako iz Združene države Amerike, Jože Velikonja, Rudolf Smrsu, Max Loh, dr. Bogdan Novak, pa tudi dr. Ljubo Sirc. Eden od vprašanih je bil tudi Marko Kremžar, ki je med drugim dejal: Združena Slovenija je naš stalni cilj, ki si ga velik del naroda predstavlja v obliki slovenske države. Narodna država je sodoben izraz narodove zrelosti, svobode in končni pogoj za njegov kulturni in gospodarski napredek, tako na lastnem ozemlju, kakor izven njega. Narodna država, povezana s Slovenijo v svetu, bi bila potem takem idealna uresničitev Združene Slovenije. V tej smeri gre celotno delo slovenske migracije vse do konca 80-ih let. Vendar pač žal čas ne dopušča, da bi se temu bolj podrobno posvetili. Morda naj na koncu omenim še Siljensko društvo Slovenija v svetu, ki je v svoje ime izrecno dalo tudi besedo Slovenija, ki je nastalo leta 1991, ter povezalo Slovence, ki so se iz emigracije obogateni, navajam iz njihove knjige, obogateni z izkušnjami, ki jih je dalo trdo življenje v tujem svetu, ponovno vrnili v domov oziroma domovino svojih staršev v Slovenijo. Tu pa pravzaprav 30 let že povezujejo Slovence doma in po svetu. Zagotovo bi lahko več o samem delovanju društva Slovenija v svetu povedala gospa Kocmur, ki je danes tudi z nami in je tudi avtorica knjige, ki jo navajam oziroma misliti gor. Po osamosvojitvi in razglasitvi suverene države Slovenije so se torej stvari spremenile, tako za Slovence v zamejstvu kot po svetu. Slovenija kot samostojna država je realnost, vključena v mednarodne povezave, njeno pomenovanje pa je pravzaprav zasidrano v vseh treh Slovenijah, matični, zamejski in izseljenski. Hvala. Hvala doktorici Heleni Jaklič za ta referat. Zdaj, kot se to rado zgodi, smo spet s časom šli nekoliko čez predvidene okvire, ampak mislim, da to ni nič hudega, lahko smo šli nekaj res zanimivih referatov. Vseeno nam pa ostaja še kakšna minuta z razpravo oziroma postavitev kakšnega vprašanja. Zdaj vsi referenti niso več prisotni, žal, ker so se pač iz različnih razlogov morali opravičiti, nekateri so pa še, tako da si lahko privoščimo še kakšno vprašanje. Aha, dr. Juhant, vidim, da nekaj vprašal, izvolite. Hvala lepa, jaz bi samo dva komentarja v zvezi s Lambertom Ehrlichom. Ko je Lambert Ehrlich prišel leta 1941 iz Črne Gore z Džebotom, sta šla najprej k takratnemu banu na Tlačenu in rekla, ko sta prišla v Ljubljano, sta šla k banu na Tlačenu in zahtevala, da ustanovi portalno vlado. In Ehrlich je to argumentiral, da so Srbi niso opravili svoje dolžnosti do države in so nas pustili same, zdaj se moramo pa sami postaviti na svoje noge in se urediti kot svoja lastna vlada. Seveda to se ni zgodilo, ampak če bi se, bi morda tudi med vojnimi dogodki še lahko kaj drugače. Druga stvar, ki je s tem povezana, Ehrlich je seveda zelo jasno na Pariški mirovni konferenci postavil tudi vprašanje vojske
in je zelo obžaloval, da takrat generalmajster oziroma Slovenska vojska ni zavzela strateških točk na Koroškem, to se pravi Celovca, Gradca in Velikovca, kar bi popolnoma drugače postavilo pogajalske pogoje za takratno državo, kot je bilo že danes lepo omenjeno. In seveda v jeseni leta 1941 je že takrat tudi Ehrlich postavil nekako okvire, poleg te mednarodne države, v katerem bo središče Slovenija, tudi samostojno slovensko državo, kot je rekel, vzhodno Švico. Potem pa še ena stvar, ki je seveda v zvezi s to vojaško zadevo pomembna, je prav v tem okviru, ko danes razpravljamo o slovenski državi, da je ta vojaška plat izjemno pomembna, je seveda pokazala tudi osamosvojitev Slovenije in seveda tudi s tem, da smo Slovenci bili, kar se je velikokrat pozabljalo, tudi vojaki in tudi pomembni strategi, od nekoč tudi do današnjega časa, ko se je ustvarjala naša samostojna Slovenija. Hvala lepa. Hvala lepa. Za ta komentar, dr. Granda, bi se tudi javil k besedi. Ja, torej, imel bi sad povedati, ampak najprej se mi zdi, da to je en izmed najbolj pomembnih simpozijev, kar sem jih v 50 letih prisostvoval. Zdaj ne bom šel vse podrobnosti, ampak bi omenil, da bi moral še potem malo bolj vključiti crkveno zgodovino. Samo gledajte, Goriška škofija je pravzaprav bila en steber slovenstva in o tem bi moral malo več govoriti. To je ena zadeva, druga zadeva, na katero bi sam pozoril. Namreč, da smo Slovenci s svojim programom prodrli v Evropo. Po mojem sedanjem vedenju 1844, ko je imel Davor Trstenjak novo mašo, tam prišlo do nekih nenavadnih stvari, o čemer je poročal Augsburger Zeitung. Augsburger Zeitung bi bil pa takrat tako pomemben, torej če si obstajal, si moral biti omenjen v Augsburger Zeitung. In potem je prišlo do polemike, da Augsburger Zeitung pa pravzaprav med enim glaškim časopisom, v katerem so pravzaprav smo Slovenci prodrli. To je leto, ko se začne leto 1948, so pravzaprav Nemci že obveščeni in že govorijo o slovenskem programu. To ste v tem je Cvjeno še pisal, no pol bi pa še upozoril na, torej to leto 1844, to se mi že zdi eno tako, ki bi ga moral imeti. Potem bi pa sam še mogoče mesec pa oprostite, se bo pokazal, da dnevnikom bo objavljen, ampak meni se pa zdi, da prvi tak slovenski diplomat Andrej še tukaj. Ja. Hvala, poprosti se bo videl. Bi bil pa mogoče grof Kobencel, kajti on, ko je razlagal na Bolovnu o Slovencih in tako naprej, namreč on to ni razlagal kot avstrijski diplomat, ampak to bi rekel Slovenc, za kar so se Kobenci vedno predstavljali. In takrat pravzaprav Slovenci, če jaz spet prvič igramo neko tako mednarodno vlogo. To sam tisti diplomati si bil nikoli življenj, ampak mogoče bi bilo tudi v tej Kobencevi vlogi zdaj pisati. Moram ti pa reči, da je to, kar si danes o Vidmarju povedal. Jaz sem iskal tega Vidmarja v Novi Meščem, dokaj vedel njem, pa ga nisem našel. Ampak zdaj po vsem tem je pravzaprav Vidmar prvi, kar vemo, ki sem zavzemal za samostojno Slovenijo. In to mislim, ko bo knjiga je išla, to bo vsaj za mene Amerika. In res bi prosil Borisa Golca, da se potrudite, da bi res to knjigo dobili, kar je krvavo potrebno, ker tazga dela sedaj nimamo. Edino še eno tako delo bi bilo potrebno, kar pa tudi prosim društvo, da razmisle, da bi prišli do ene knjige za ljudi o usrečevanju. Tega pa tudi, to je pa grozljivo, delo, ki obstaje, sicer najboljše delo, pa ne nekaj Hrapnave, ampak žal to ni bedljivo splošne ljudske mase. In to nam pa krvavo manjka in spomnim, koliko sem študenti prosil, kaj bi lahko prebral k usrečevanju. Ampak to bi se dalo in to bi bilo treba razmisliti, da bi se naprimer uporabil tisti Mlinaričev prevod, pa
spremni tekst, da bi nekaj dobili tazga, da bi mladina vsaj vedela, kaj je to bilo. Namreč, danes sem se še posebej spomnil, ker v teh obredih v srečevanju je posebej povedano, da smo Slovenci poseben narod. In tudi to srečevanje je bilo do konca pravzaprav v slovenskem jeziku. Hvala. Hvala lepa.